Pozdravljeni, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Občina Idrija je na dobri poti, da še to pomlad dobi strategijo za mlade. Tako se namreč imenuje obsežen dokument, v katerem so zapisane razmere v lokalni skupnosti, določeni so tudi cilji ter tudi koraki, ki jih mora lokalna skupnost narediti v bodoče. V studiu pozdravljam Heleno Ločniškar, soavtorico tega dokumenta. Dobrodošli. Dober dan. Povejte nam, zakaj pravzaprav gre v tem dokumentu? Strategija je nekakšen načrt občine Idrija, da si zastavi korake za naslednje 5-letno obdobje, korake, ki bodo mesto in te kraje naredili bolj prijetne, kakovostne za mlade. Bolj prijazne. Prijazne, ja. Tako. Dokument ste pisali pravzaprav trije. Tako. Dokument je nastajal v sklopu projekta za profesionalizacijo nevladnih organizacij. Sodelovali smo Matej Šlabnik iz Društva Idrija 2020, Petra Likar iz ZPM Idrija in jaz iz Mladinskega centra Idrija. Delo pa je trajalo pravzaprav 2 leti. Ja, 1 leto smo ga pripravljali, se pravi zbirali podatke in potem naredili tudi nek predlog korakov za občino na področju mladih. Potem pa smo zadnje leto se dogovarjali z občino, kako iti v akcijo, kaj so naslednji koraki. Za financerja ste pridobili enega od vladnih uradov. Ja, to je bil projekt Ministrstva za javno upravo. Ja, tako kot sem rekla, za razvoj nevladnih organizacij. Mi smo se povezali in eden izmed korakov je bila ta strategija, drugo pa je bil tudi zagotavljanje programa in informiranje mladih v sklopu tega projekta. Kako ste se lotili tega dela? Se pravi, najprej je bilo treba ugotoviti, kdo so mladi, kaj si želijo mladi, kako živijo. To smo naredili z anketo, ki je lepo zaokrožila prek spleta. Izpolnilo je 210 mladih. 210, ja, nam se je zdela to res velika številka, tudi ni bila kratka anketa, tako da smo veseli na tak odziv. Priča tudi o tem, da mladi si želijo sodelovati, samo pač mogoče o stvareh, ki se jih neposredno tičejo, pa kjer se jim zdi, da imajo neko besedo, da bodo slišani. Potem smo nadaljevali s fokusnimi skupinami v krajih izven Idrije, v občini, kjer smo se dobili na 3 srečanjih s približno na vsakem 10 mladimi. To so bila pa tudi zelo prijetna srečanja spet z veliko konkretnimi predlogi, željami mladih. V tem času smo tudi navezali veliko novih stikov. Tudi, se pravi, ja, jaz ne prihajam iz teh krajev, nisem veliko ljudi poznala, ampak tudi tisti, ki so iz teh krajev, mogoče vejo drug za drugega, ne pa nujno, da se poznajo. Zdaj pa je lažje tudi prek tega nam stopati v stik z njimi. Potem smo pa nadaljevali še s pregledom dokumentov občine na tem področju. Ja, to so bili glavni koraki. So interesi mladine na podeželju drugačni kot mladine v mestu? Tako bi rekla, da so podobni, ampak rešitve mogoče so drugačne. Se pravi, recimo z bivanjem imajo mladi tukaj in tam težave, kako si urediti recimo svoje bivališče, s tem, da tukaj mogoče, govorim zato, ker tudi Mladinski center deluje v Idriji, se pravi, si predstavljajo neko, ne vem, stanovanje, ki ga rabijo, mogoče na podeželju pa neko zazidljivo parcelo. Se pravi, težava je podobna, ampak rešitev, mogoče želja, drugačna. Tudi so zelo izrazili na podeželju, da bi si želeli prostorov zase, v katerih bi lahko, ki so njihovi, ki jih lahko oni po svoje tudi napolnijo svojimi vsebinami. Recimo to, s tem, da v Idriji, zdaj recimo kot Mladinski center, je en pomemben prostor za mlade, že obstaja. Mladih je na nek način vse manj, kot družba se staramo, ne? Ni pa zanemarljiva ta številka, skupno število mladih. Kar 1600 naj bi bilo mladih v občini Idrija. Za katero starostno obdobje velja ta podatek? To velja od 15 do 29 let.
To je pomembna skupina. Tako. In v 10 letih izgubiti 437 mladih, to pomeni recimo 2/3 ene osnovne šole v Idriji, nekaj takega. To je res velika številka in mislim, da se mogoče vsak dan premalo zavedamo pri vseh korakih, mi in občina, koliko pomembno je vpletati res na vseh področjih to vprašanje. Zato, ker je pomembno omogočati okolje, v katerem lahko mladi se razvijajo, da ustvarjajo, pa tudi na dolgi rok omogočijo sploh trajnost občini. Se pravi, da sploh je nekako samozadostna ali pa da ima vse servise, ki jih pač neka skupnost potrebuje. Tako da, ko gre za mlade, ne gre samo za mlade, pa za njihove individualne koristi, gre za to, da to rabimo kot skupnost. Eno področje so stanovanja, drugo področje so delovna mesta. V anketi so mladi poročali tudi o tem, da si želijo več zabave. Tako, ja. To je ena izmed pogostih, tako, kako bi rekla, stvari, ki jih slišim. Ja, v Idriji se nič ne dogaja. Jaz mislim, da se to navezuje mogoče na to, na priložnost za zabavo, ker priložnosti za udejstvovanje je sigurno veliko. Ja. Ne pa mogoče, ja. Koraki do teh ciljev pa so zagotovo opremljeni tudi s tisto postavko denar. Tako, kako zagotoviti javna sredstva za izboljšanje kakovosti življenja? A ste razmišljali o tem? Se pravi, na področju zabave, ki so jo prej odprle, na splošno. Ja, sigurno. Mislim, razdelili smo predloge korakov v 3 sklope in recimo na področju bivanja je zelo pomembno vložek v konkretne stanovanja, pa tudi v druge korake. Na področju vključenosti mladih gre tudi za neke finančne vložke, gre pa tudi za to neko resnost, za nek odnos do tega, do mnenja mladih, do upoštevanja tega mnenja, do interesa za to mnenje. Tako da, ja, tukaj je finančno opredeljeno, je pa tudi simbolno ali pa miselno sploh slišati in upoštevati, se o tem spraševati. Potem pa še sklop zaposlovanja in izobraževanja, na katerega lahko pač nekako posredno občina vpliva z nekimi spodbudami. Ja, v strategijo ste zapisali v tiste tabele, da bi občina morala vsako leto za ukrepe na področju mladih nameniti okrog 250 000 evrov in dodali še podatek, da bi okrog 300 000 morali nameniti za prenovo dijaškega doma v stanovanja za mlade. Se vam zdijo te številke uresničljive? Te številke prav na področju stanovanjske problematike so v bistvu enake kot v že sprejeti strategiji za stanovanjski strategiji. Tako da te številke so ocenili strokovnjaki iz tega področja, kakšen je vložek v to obnovo in sanacijo hiše. To so tam ocenili in gotovo pa mogoče na področju tudi nakupovanja stanovanj so se nam zneski zdeli nekako nizki za realne cene, kakor jih poznamo, ampak to je na koncu pač tudi odločitev občine, koliko bo v to vložila. Ja, bi lahko katero od področij ocenili kot uspešno? Prva, ki mi pade na pamet, je podpora programov za mlade, se pravi, ko se je ustanovil Mladinski center Idrija, pa tudi drugim organizacijam v lokalnih skupnosti, ki nudijo recimo podporo prek razpisov za mlade in tako. Tukaj mislim, da je vzpostavljeno res lepo sodelovanje in pomembna podpora, enako v smislu prostorov. Dijaški dom je res, mislim, da res živi, da se je tudi upravičilo to zaupanje občine v to ekipo, ki ga vodi. In da se v njem res lahko združujejo mladi. Mogoče, ne vem, na stanovanjskem področju se mi zdi nekaj
zelo koristnega, subvencije obrestnih mer kreditov, se pravi, ja, vsi vemo, da je danes težko mladim priti do kredita in to je nek korak, ki lahko olajša to situacijo, se pravi neka, korak, ki olajša to situacijo, je pa tudi ta potreben pač prilagoditev, sprememb, spremljanja stalnega. Ne. Enako kot celotna strategija je nekakšen živ dokument, ki zdaj je zastavljen, potem pa se absolutno dobrodošlo, da se posodablja, da se z novimi idejami, z novimi potrebami prepoznanimi dodaja, odstranjuje stvari. Kdo bo skrbel za nadzor nad izvedbo tega dokumenta? Nekako je v tem tudi kot eden ukrepov strategije, pa potem kot pomemben del, da se sploh spremlja strategijo, je vzpostavitev komisije za mlade. Ta komisija je v bistvu neko skupina mladih in predstavnikov občine, ki spremljajo nekajkrat na leto, se dobijo in spremljajo uresničevanje tega, kar se bo zastavilo, konkretnih korakov za posamezno leto. Ta komisija je že bila ustanovljena, se je tudi že enkrat srečala in upamo, da bo zaživela, no, da bo glas mladih upoštevan in slišan. To bo tako tudi priložnost, da se uživo ali pa neposredno srečajo predstavniki mladih. Že to je včasih priložnost, da se nove teme odpirajo, da sploh poteka neka komunikacija stalna. Dokument je sedaj v javni razpravi, objavljen je na spletni strani občine. Tako. Tam lahko tudi občani, kdorkoli napišejo svoje predloge za izboljšave, pripombe, Tako. Ki jih boste verjetno potem še pregledali. Tak je postopek, je pa imamo iskreno željo, da ljudje to pogledajo, preberejo. Jaz bom rekla, prav v tem dokumentu, ne vem, od strani 54 naprej obstaja razpredelnica, v kateri so stvari razmeroma enostavno pojasnjene, ne rabiš veliko časa za to, da pregledaš. Mi smo predlagali stvari, ki so se nam zdele pomembne. Gotovo pa pač so ljudje tudi še, ki imajo še dodatne ideje ali pa še drugačne izkušnje in lahko dodajo svoje predloge in bomo veseli, bomo obravnavali, pregledali. Temu smo namenili tudi naslednjo sredo 19. januarja popoldan. Se bomo dobili prek spleta in tudi vsem zainteresiranim predstavili skupaj z Matevžem in s Petro te korake, zato da bodo razumljivi in tam tudi sprejemali predloge. Februarja pa gre to gradivo na zasedanje občinskega sveta. Tako, takrat pa je potem na vrsti še razprava o njem. Jaz želim, da bo tudi ta skupina ljudi to resno prebrala, vzela, da bo tam tudi, jaz verjamem, da ko bo sprejeta, da bo to resnična zaveza, no? Vseh na občini ali pa v svetu, da temu sledijo in da pač tudi da to obljubo potem, da se jo izpolni. Mislim, da se s tem pač je pomembno, da se drži svojo besedo, po drugi strani daje zgled mladim, pa tudi upanje, da to, da nekaj predlagaš, potem tudi se sliši in je upoštevano in je resno vzeto. Tako da tudi simbolno je pomembno, da se tem korakom sledi. Občina Idrija ima naziv občina prijazna mladim. Bo ta naziv ohranila v bodoče? Jaz mislim, da če se bo resno lotila teh korakov, tako kot so zastavljeni, si bo to zaslužila. Če pa ne, pa mogoče ne. Sami ste se preselili iz Ljubljane v naše kraje. Povejte nam to izkušnjo, bi rekel, ni prav pogosta, da kdo iz Ljubljane pride živeti v naše kraje, na podeželje skoraj. Kako opažate razlike v načinu življenja in odnosu do mladih? Jaz sem zadovoljna, da sem tukaj in moram reči, da družim se z ljudmi, ki imajo res radi te kraje, tako da je to neka stvar, ki se jo kar nekako nalezeš.
vidim več identitete s stvarmi, ki se tukaj dogajajo. Jaz prihajam iz okolice Ljubljane, nimamo tako močnih skupnih točk, kot jih zaznavam tukaj. Tako da to cenim, no. Mi je nekako bolj bogato to doživljam, kot iz krajev, kjer sem živela. Lepo. Helena Ločniškar, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor. Z vami delim upanja, da se bodo v tem dokumentu zapisani cilji tudi uresničili. Tako, hvala lepa. Ja, res pozivam čim več ljudi, da jih pregleda, da še kaj prispeva in potem tudi občino, da to resno vzame in mi bomo z veseljem sodelovali pri tem. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost. Srečno!